V današnji vrtini smo postavili visoki jubilej šole, ki je skozi svojo 150-letno zgodovino izobraževala predvsem učitelje. Do leta 1990 pa je dobila ime, pod katerim jo poznamo danes. Tretja gimnazija Maribor. Na praznovanju o zgodovini sedanjosti in poslanstvu prihodnje pa z ravnateljem Janezom Pastarjem. Gospod Pastar, dobro jutro. Dobro jutro, vsako jutro. Najina šola lahko reče, v tem trenutku tudi jaz sem tretjogimnazijec, pa vendarle 150 let dolga doba, čeprav pod tem imenom šele od leta 1990. Kakšen je utrip ob tej obletnici? Smo ena izmed starejših šol v tej državi, nismo najstarejši, če omenim samo Kranjsko gimnazijo, Novomeško gimnazijo, Celjsko gimnazijo, pa še katero bi lahko, je 150 let vendar kar dolga doba. To je pravzaprav čas še pred Avstro-Ogrsko monarhijo. Tako. To je nekaj. In tradicija, vsaj na zahodnem delu sveta, je včasih nekaj veljala. Sedaj počasi velja tudi pri nas. Pogledali smo na vaši šoli, oziroma natančneje šli med dijake in preverili, kako, kaj gledajo na vzdušje, na odnose na sami šoli, z učitelji in vsem, kar sodi zraven. No pa poglejmo. Kam bi ti peljal vsakega, ki bi prišel na tretjo gimnazijo prvo? Kar nekaj takih prostorov, ki so zanimivi, tako za dijake, kot tisti, ko obiščejo našo šolo. Ampak ne vem, mogoče na začetku začnemo kar najbolj spodaj in dijaki verjetno najbolj spodnji del naše šole poznajo verjetno najbolj po kantini. Tvoj najljubši prostor na šoli? Je tam, to je kantina, tako da meni je tam najljubši. Tam je hrana. Tam je hrana, ja. Kaj pa, če se bi recimo mogel odločiti za en prostor, kjer poteka pouk? Meni je zato zelo pester, tako da najrazličnejši sendviči po želji posameznika, no. Tako da drugače pa vem, tudi različno pice, to, kar imajo dijaki seveda najraje. Srce v bistvu šole sva spoznala. Kam je pelješ zdaj? Mogoče kar do enih vitrine, kjer bomo videli vse dosežke. S katerimi se na tretji gimnaziji zelo radi pohvalite, ne? Se imamo s čim pohvaliti, tako da je prav, da se s tem pohvalimo. Pred enima ali dvema tednoma so naše košarkašice tekmovale proti drugi gimnaziji. In so zmagale? Ne, mislim, da je druga gimnazija zmagala. Ok, na katerih področjih pa ste vi najboljši? Naprimer pri sociologiji smo imeli tekmovanja, kjer so pripravljali seminarske naloge in že ne vem koliko let zapored smo tudi zmagali s tisto eno. Vas kultura zanima na tretji gimnaziji? Ja, mislim, vsi se kulturno obnašamo, imamo sociologijo, ker se o tem učimo. Imamo tudi, se ukvarjamo s kakimi krožki, na gledališče, kar je kulturno, pa filmski krožek, mislim, filmska delavnica. Lahko greste na teh računalnikih na Facebook ali imate zaprto? To imamo blokirano. Ponovi še enkrat, ker mislim, da nisem dobro razumel. Facebooka imamo blokirane. Pa kaj še je blokirano? Samo Facebook. Razlog, da si prišla na tretjo gimnazijo, da si sploh... Lokacija, ker mi je blizu 10 minut od mojega doma. Peš? Ja, točno tako. Pa nekako mi je simpatična tretja bila. Drugače je bila, imela sem izbiro, da je šla, ne vem, na prvo pa na drugo, pa so rekli, da so tu profesori najbolj človeški pa najbolj prijazni, pa sem pač sem prišla. Sem prebral tudi, da je nalagano, če lahko tako rečem po domače povedano, da ni zdaj nekaj težko, ampak ne vem, meni se zdi, da se... Tebi se zdi težko, ne? Ne, hočem reči, da odnos dijak, profesor, dijak je pač dober, korekten in zaradi tega meni ni žal. Kje se pa mladi pari zadržujejo? V vseh kotičkih šole. Kaj počnete? Čakamo na naslednjo uro. Pred svetovalno službo? Na svetovalni službi morate? Ne. Kako so pa fantje drugače na tretji gimnaziji? Luškani so. So lepi, pridni. Tretja ti da veliko znanja in pa profesorji so res prijazni in športnikom grejo res na roko in tudi ostalim učencem, če se naučijo, če sodelujejo, brez problema naredijo maturo z zelo dobrimi ocenami. Ej, Nina, zdaj pa kar med police.
Res je. Srednje šole se mora biti čim več med policami, ne? Pomembno je, da beremo knjige in pa naša knjižnica je zelo taka prijetna, domača, tako da radi zahajamo vsem. Čisto za konec mi povej, tvoja najljubša knjiga je v knjižnici? Ja, zagotovo je, no. Predvsem zato, ker imam več ljubih knjig, no. Ne more biti. Ena najboljša, ki se ti je najbolj vtisnila v spomin. Ta trenutek mi mora biti tudi vtisnjen v spomin, ampak mi je tudi drugače zelo všeč knjiga, ki jo trenutno beremo za maturo in to je Pomladni dan. Zato sem prepričana, da je tukaj v knjižnici. Naj bo Pomladni dan, ne? Ali pa od Goetheja. No, to je dobro. Super, hvala. Hvala. Takšen je torej današnji utrip na mariborski tretji. Gospod Paster, tretja gimnazija, prva gimnazija, druga gimnazija, prvi dve, prva in druga, vedno neka takšna tekmovalnost, rivalstvo. Slišali smo lahko, da je eden izmed vaših dijakov dejal, da je tako bolj na easy, vsaj mislil je, dejansko pa gre za čisto normalno, pridno, vendarle sproščeno, nekoliko bolj delo. Kakšno je zanimanje za šolanje na tretji gimnaziji? Prihajajo dijaki še vedno radi, se radi vpisuje, glede na to, da je v okolici Maribora nastalo nebroj različnih gimnazij, manj kot 60 km oddaljenih od Maribora. Na to vprašanje bi morda bilo smiselno odgovoriti malce širše. Dovolite, da potem prikličem v spomin, zgodovinski spomin in povem nekaj o stvarih, ki so danes takšne, kot so, pa včasih niso bile. Še vedno velja misel velikega matematika in filozofa Leibnica, ki je rekel, izvor sedanjih reči je treba iskati v preteklih stvarih in stvar se nikdar bolje ne spozna kot po svojem vzroku. Torej, mi smo postali gimnazija pozno. Bili smo učiteljišče. Zavesti ogromnega števila generacij še vedno figuriramo kot učiteljišče. Gimnazije, se pravi prva, druga, ker klasične od leta 1958 pač ni več, žal, sta pa seveda bili tisti gimnaziji, kamor se je pač gimnazijska populacija usmerjala. Mi smo pa imeli čist drug vir oziroma resurse. In to je pač dejstvo, ki še danes v nekem smislu velja. Čeprav seveda te generacije o tem ne vedo toliko kot bivše. Drugi del zgodbe, ki jo je pa treba tudi povedati, pa je in sega v 1. september, bil je ponedeljek, leta 1975, ko se je tedanja, recimo kar politična elita odločila, da je treba uvesti usmerjeno izobraževanje. Dobro, prej so bile še diskusije o skupnih jedrih in podobnih stvarih. In potem je doletela tedaj seveda gimnazija pedagoške smeri, to se pravi v bistvu našo šolo, čast, da skupaj z vzgojiteljskimi šolami po državi in ostalimi pedagoškimi šolami začnemo z usmerjenim izobraževanjem. Ta čas je doletela ostale srednje šole leta 1981. In se veste, kako so te zadeve potem potekale. Šole, ki so pridobile tako imenovani naravoslovni program, iz katerega je bila potem odskočna deska na nekatere zelo zaželjene in tedaj težje dosegljive študije, so dobile seveda tisto prednost, ki so jo potem seveda spretno politiko, z dobrim delom, z dobrim kadrom, z dobrimi dijaki nadaljevale in nadgrajevale. Včasih se je zoper to tradicijo zelo težko boriti. Tisto, kar pa ste rekli, da dijaki se odločajo tudi za našo šolo. Seveda, mi smo imeli vsa leta nazaj, razen lanskega leta, omejitev vpisa. Dejstvo pa je, da so v času samostojne države, to je moje osebno mnenje, za katerega sem pripravljen tudi pred sodiščem odgovarjati, različne politične skupine, župani pri tem niso bili najnedolžnejši, težili k temu, da ustanovijo v svojem kraju gimnazijo. To, kar bom sedaj rekel, seveda je samo primer. Če se bližate nekemu slovenskemu mestu, vas že na vhodu pozdravi plakat, ime mesta in mi smo gimnazijsko mesto. No, vse jaz jih popolnoma razumem. In to ni govor zoper te šole so dobre, delajo pošteno in tako dalje. Ampak dejstvo pa je, da preko te modrosti ustanavljanja gimnazij ni segala modrost hkratnega preverjanja populacije,
ki je začela upadati. In zgodilo se je to, kar se je pač zgodilo, da se pravzaprav sedaj mreža gimnazij zelo težko prilagaja obstoječi populaciji. Učiteljišče dejansko je bila tretja gimnazija in še recimo nekaj let nazaj je veljalo splošno prepričanje, da večina maturantov nadaljuje študij na pedagoški fakulteti. Tudi ta je doživela svoje spremembe z ustanovitvijo filozofske fakultete, fakultete za naravoslovje in matematiko. Gre večina vaših maturantov na ta trojček fakultetni ali vendarle na vse druge konce? Zdaj, izpostavljam se nevarnosti, da govorim na pamet, se pravi lahko samo po občutku in tisto, kar pač zvem, ker povratnih informacij ni. Še kar dosti naših dijakinj in dijakov odhaja tja, čeprav seveda po drugi strani počasi prodira misel o brezperspektivnosti nekaterih vrst študij, ker pač preprosto služb v zaporedju desetletij, to je seveda moja ocena, v tem osnovnem poklicu verjetno ne bo. Dejstvo pa je tudi, da so začele rasti na hitro, ne bom rekel, da premišljeno, ampak želel bi se izogniti veliki akademski in ostri kritiki, nove univerze in nove fakultete, ki pač črpajo nabor, kjerkoli pač ga dobijo. Za konec samo še na kratko stavka danes javnega sektorja, tudi učitelji ste ji pridruženi. Kako se to pozna na tretji? In ali sploh menite, da je upravičena? Ja, dovolite, da nekoliko širše odgovorim. Kdor ima malce zgodovinskega spomina, si lahko izračuna, da je to 7. stavka učiteljstva od nastanka Republike Slovenije. Prvi 2 stavki je doživel gospod dr. Vencel, ki je bil tedaj še sekretar, potem kasneje seveda so bila ministrstva, v letu 1991, mislim, da aprila in maja. Maja so se tudi priključili, če se spomnite, dijaki, ki so protestirali, sicer nekateri niso točno vedeli zakaj, proti vnovični uvedbi zaključnega izpita, to se pravi predhodnici mature. Potem dr. Gaber je v svojem izredno dolgem, najprej 7, potem pa 2-letnem mandatu tudi doživel stavke, in sicer 2 leta 93 in 1 leto 96. In potem seveda se je ta stavkovni val nekoliko onesel lansko leto in letos se pa je vnovič dvignil. Sedaj o upravičenosti ali neupravičenosti stavke je lahko seveda govoriti iz mnogih aspektov. Mislim, če imamo pred očmi ustavne pravice in vse ostalo, potem o tem ali da ali ne skoraj ni možno govoriti. Jaz bi pa žogico raje vrnil drugam. Kaj so pa storili tisti, ki bi lahko, da niso stavke preprečili? Mislim na državne organe, ki so vedeli, kam stvar pelje in bi lahko, vsaj po mojem skromnem mnenju, zadeve ne samo razvojno izpeljali drugače, ampak tudi bolj diplomatsko. Ampak jaz nisem sindikalist. Tako, najlepša hvala za obisk, uspešno praznovanje, še večkrat se bomo videli tudi z našo kamero, bomo prišli obiskati vse, kar se bo v letošnjem letu dogajalo, veliko namreč ste pripravili zanimivega, več o tem, kdaj drugič, zaenkrat uspešno še na novih najmanj 150 let izzivov. Vam pa prijetni za dobri zadnji 2 leti do upokojitve, predvsem mirni, no? No, zdaj, če sem točen 2 leti, 7 mesecev pa 8 dni, do 40 let delovne dobe. Hvala lepa za dobre želje in kot bivši dijak ste vedno vabljeni, ne samo sam, ampak skupaj s kamero, Tako, se vidimo. Ker ta svet, ki propada, mora v blišču propadati. Tako, hvala lepa še enkrat.